100-krat. 100-krat bolj nevarna je vožnja na motociklu kot v avtomobilu. V zadnjih letih pa beležimo tudi skokovit porast umrlih na cestah, ko gre za motoriste. Ko se vprašamo, zakaj nam ob tem, kar nudi statistika, zmanjkajo številni koščki za sestavo odgovora. Potrebujemo torej nov vpogled v motoristovo vožnjo. Tak, ki bo povedal ne samo, kako motorist vozi, ampak predvsem pomaga odgovoriti na ključno vprašanje, zakaj vozi tako. A poglejmo najprej motorista skozi njegovo vozilo. Po naših podatkih obveznega zavarovanja, ki temeljijo nekje na 1/3 trga, torej je to okoli 50 tisoč zavarovanih motorjev, kažejo, da so motorji z nižjimi močmi motorja manj rizični od motorjev z večjimi močmi motorja. Če to prevedemo recimo na tip motorja, najmanj rizični so mopedi, potem jim sledijo skuterji in pa čoparji, ki so nekje 2 do 3-krat bolj rizični od mopedov, njim pa sledijo potem supersport in pa naked bike motorji, ki so nekje ponovno 2 do 3-krat bolj rizični od skuterjev. Če gledamo glede na starost voznika, se riziko, ki ga predstavlja za ostale udeležence v prometu, zmanjšuje z naraščanjem starosti voznika, torej bolj ko je voznik izkušen, manjše je tovrstno tveganje, in pa enako tudi z naraščanjem starosti motorja, starejši ko je motor, manjše je tveganje za nastanek škode pri obveznem zavarovanju. Pri raziskavi prometnih nesreč spregovori tudi infrastruktura. Kaj je torej tisti podatek, ki presevalcem prometnih nesreč pomaga razumeti trenutek pred nesrečo? Z stališča infrastrukture za nas bi bil zelo pomemben podatek, recimo torni koeficient. Kakšen je torni koeficient na mestu nastanka prometne nesreče? Pri zaviranju je zelo pomembno, da se torni koeficient čim manj spreminja. Spreminja pa se seveda z različnimi materiali, ki se lahko pojavijo na vozišču. V tem primeru govorim lahko o bitumenskih zalivkah, ki jih uporabljajo pravzaprav za krpanje nekih manjših razpok. To je zelo dobro za samo vzdrževanje voziščne konstrukcije, vendar tudi te lahko vozniku motornega kolesa povzročajo kar nekaj težav. Potem recimo še en primer bi navedel pokrovi recimo razne komunalne infrastrukture. Pri projektiranju nekako velja pravilo, da se te pokrove umešča na sredino voznega pasu. Zakaj? Zato, da z vozilom, ko vozite, ne povozite vsakega jaška. Zdaj, če pa pogledate, kako motorno kolo vozi pravzaprav po cesti, boste ugotovili, da če voz po sredini, voz praktično po vseh jaških. In če potem začne voznik motornega kolesa se izmikati in iskati neke rešitve, potem boste že hitro ugotovili, da vsaka taka stvar lahko povzroči kar nekaj problemov. Dostikrat boste tudi sami opazili, da vzdrževalci pridno zapolnijo tisto luknjo v asfaltu z novim asfaltom, vendar v določenih primerih je lahko to za motorista tudi zelo nevarno. Pri zaviranju povzročajo težave, seveda je toliko manjši oprijem in potem seveda na tistih mestih se verjetno ABS večkrat sproži, kar podaljšuje vašo zavorno pot. Pri vožnji skozi krivino pa lahko pride tudi do odnašanja zadnjega, tudi sprednjega dela motornega kolesa in tukaj potem je zelo težko skozi samo krivino popravljati in pa iskati rešitve. Kaj bi to pomenilo v praksi? Seveda komunalno infrastrukturo bi bilo zaželeno premestiti na rob vozišča v smislu, če imamo tam kakšno bankino, če imamo tam pločnik ali karkoli, da se izognemo vsem tem pokrovom na samem vozišču. Recimo pri uporabi bitumenskih zalivk je treba biti pozoren. Pri krivinah recimo bi mogoče bilo bolj smiselno sanirati celotno površino, ne samo potem izvajati te zalivke ali pa lokalne sanacije. Še posebej na tistih cestah, ki so za motoriste bolj atraktivne in zanimive. Takšen ovinek torej zahteva motorista, ki pozna svoje sposobnosti in obvlada motor. Ker voziti motor ne pomeni vedno tudi obvladovati motor. Če nekdo ni v stanju zvoziti ovinka z 90 na uro, pa je ta ovinek brez posebnosti, omejitev je 90, kar pomeni, da obstaja še neka rezerva. Voznik motornega kolesa tega ovinka ne zvozi, seveda pride do padca, potem pridejo policisti, ko bojo opravili ogled, bo tle definitivno šlo za neprilagojeno hitrost. In potem v medijih seveda se bo pokazalo, kaj zopet motorist zaradi neprilagojene hitrosti, bla, bla, bla. Takoj bo padel v nek koš teh divjakov, ampak mogoče ta motorist nikoli ni divjal. Enostavno, kaj se njemu zgodilo, neobvladovanje motornega kolesa. On je šel
preko svoje meje. Ne pa glede na hitrost, glede na znanje obvladovanja motornega kolesa. In če bi ta motorist dejansko obvladoval motorno kolo, bi lahko ta ovinek zvozil z rezervo. Ne? Za obvladovanje je pa potreben trening. Ego, hormoni, stres, nepazljivost. Kaj žene motorista čez rob v tistem trenutku pred nesrečo? Po pogovorih z ljudmi, s katerimi sem delala, ko so povzročali prometne nesreče, ne? Ko je bila vožnja prehitra, ko so se šli sproščati, ne? In z motorjem in z avtomobilom, je vedno bil prej nek razlog za to. Vedno je bil prej nek razlog za to, zakaj je potrebno zdaj meni iti pa dajmo gas. Ne? In vedno se vrnemo na neka čustva. Tisto je potem povod za to, da rabimo kakršnokoli, dajmo reči, sprostitev takšne vrste. Mi imamo pač v statistiki nenaden premik voznega pasu ali zavivje ali kakorkoli že, ni pa raziskano, zakaj se je pa to zgodilo. Podobno adrenalinsko početje je kot kateri drugi adrenalinski športi. Ta občutek, da si živ, ta koktajl hormonov, ki nas preplavijo, seveda, ne? In lahko pride tudi do pretiranega izločanja hormona užitka, ki je dopamin, in če je tega hormona preveč, lahko pride tudi do halucinacij in zamrznitve. Na tak način ti hormoni vplivajo na delovanje naših možganov. Ne. Še ena stvar, ne. Živimo v hitrosti, hiter tempo, stres. To pomeni, da je v našem telesu noč in dan 24/7 povišan nivo stresnih hormonov. To je adrenalin, kortizol, in ti hormoni v bistvu poskrbijo za to, da vsi organi hitreje delujejo. Ne? In potem pride vikend, zdaj pa gremo pa na motor, se malo sprostiti. Ne? V telesu je pa še vedno ta nivo stresnih hormonov zelo visoko. Ne moremo tega z enim gumbom ugasniti, ne? Da bi čez noč potem pa mi vklopili parasimpatični živčni sistem, pa bi se lepo mirno in na easy peljali. Ampak gremo že s povišanim nivojem stresnih hormonov na motor in vožnja na motorju nam še poviša, ker je stresna, ker je nevarna. Zraven pride še užitek, ob tem dopamin, in ta koktajl hormonov nam da občutek, da smo bolj živi. In smo že pri samorefleksiji, pri tem, da se mora motorist soočiti s svojo temno platjo, prav zato, da ga dinamična cesta ne vrže s tira. Jaz ne vem, če obstaja že kakšen psihološki profil motociklista, ampak motor je en tak ego moment in ta ego te večkrat pelje v neko območje, kjer ni več fajn. Se mi zdi, da če bi se naučil obvladovati te situacije, je to velik plus. Čisten standarden primer, greš s frendom, ki ima malo hitrejši tempo. Ti si pravzaprav ves čas v težavah, ves čas na mejah, stvari so dokazljive, kaj se zgodi, ko ti nekoga loviš. Kako se temu upreti? Osebno to prepričujem v veliki meri tako, da se zelo rad vozim sam. Kadar se vozim pa v dvoje, pač skupinskih voženj sploh ne maram, ker mi je skupinska dinamika tako trapasta, pa mestoma tudi nevarna. Vozim se pa z ljudmi, s katerimi imam približno podoben tempo, podobne navade, pa ki jim zaupam. Ne. Pa rad se vozim zadaj, ne. Ker ga slišim, če je on pojačal ven, ne pomeni, da imam jaz prosto pot, ampak to delam iz preventivnih razlogov, ker se zna zgoditi, da kakšen dan lovim tudi hitrejše od sebe. Ne. To se mi je lani zgodilo enkrat čez Skladje, vozil sem za dvema in v nekem trenutku sem ugotovil, da mi nevarno vozimo. Za ta prvega mi je bilo blazno strah, ker je v nepregledne ovinke res počel neumnosti, ne, po nekih idealnih linijah, ki se, če bi prihajal traktor na cesto z druge strani, res ne bi dobro končale. Sem se v nekem trenutku odločil, da bom naredil pauzo in sem tam pri eni klopci na enem ovinku lepo stavil in ga pokadil. Ne. In potem sem lepo, brez pritiskov vrstnikov, nadaljeval pot. Se mi je zdela to fajn odločitev. A prihaja čas, ko vsi ti podatki in samorefleksija ne bodo stvar analize po nesreči, ampak bodo nesrečo preprečili. Tako bodo podatki znali pogledati, kaj se dogaja za temle ovinkom.
zbiranje podatkov v telefonu, avtu ali pa na motorju počasi dobiva neko materialno vrednost in pokazuje se njen valuta, njen potencial. Zdaj samo vprašanje, ali že vemo tudi to, da ne smemo teh podatkov dati komurkoli. In druga stvar, da vemo, da so naši. Mi smo jih ustvarili, ne tisti, ki so ustvarili čipe ali črne skrinjice, v katerih se ti podatki zbirajo. In zdaj, kakšno vrednost recimo lahko imajo zbrani podatki za motorista? Najprej, že kar zdaj v Sloveniji, če jih delimo na ta način, da jih nekdo zbere in recimo konec leta 2022 ali 2023 poda podatek, da je na nekem odseku ceste več tisoč motoristov zaviralo na način, ki je recimo hiter, nenaden, to nekaj pove. Pove tistemu vzdrževalcu ceste, ki lahko kar takoj gre tja in pogleda, zakaj se to dogaja tam. Potem je drug podatek, ki ga lahko dobi voznik sam in pomaga pri njegovi vozniški rasti, je njegova analiza, ker če nekdo podatke vožnje pomeri z drugimi in z nekimi predhodnimi podatki o tem, kaj je varna vožnja, potem lahko dobiš nazaj uporabne podatke o tem, kako pravzaprav voziš, kje so mogoče še možnosti za to, da se izboljšaš. Tretja, sicer najbolj oddaljena, a hkrati tudi največja vrednost za prometno varnost pri deljenju podatkov pa je ta, da bomo vsi, ki bomo na cesti, delili podatek o tem, kam gremo in kako hitro gremo. In to je pa pri motoristih še toliko bolj pomembno. Predstavljajmo si situacijo, ki je zelo realna, vsako leto vzame kakšno življenje. Izseljevanje v križišču, ko nekdo preseka pot motoristov. V tem primeru bo podatek o tem, kako hitro prihaja motorist v križišče, obvestil vse, ki so v križišču. In bo prepovedal, onemogočil, da bo nekdo speljal, čeprav je pogledal levo, motorista še ni bilo, potem pa speljal in motorist se znajde, v tem primeru avto sploh ne bo speljal. In to je tista dodana vrednost, ki bo pravzaprav prinesla nekaj, kar je danes pravzaprav sploh si ne znamo predstavljati. Prehiteli bomo nesrečo. Drive za motoriste je torej telematično orodje, ki pozna motoristovo vožnjo in iz nje izhaja. V Zavarovalnici Triglav smo ga zasnovali zato, da bi motoristu pomagal, da se vsaka njegova vožnja konča varno v domači garaži. Motoristi bodo lahko, podobno kot že zdaj avtomobilisti, tudi z uporabo aplikacije Drive uživali v svojih vožnjah. Glavni vpliv pri skupni oceni vožnje ima namreč hitrost oziroma prekoračitev hitrosti. Drugi dogodki med vožnjo, kot so zaznane sile pri pospeševanjih, zaviranih in vožnjah ovinek, imajo manjši vpliv pri oceni vožnje, tako da se da tudi z dinamično vožnjo oziroma uživanju med vožnjo doseči oceno vožnje 90 ali več, ki se šteje tudi kot varna. Slednje so pokazali tudi rezultati testiranja aplikacije v različnih prometnih situacijah, kjer smo posebno pozornost namenili ravno tem situacijam in temu primerno prilagodili algoritem ocenjevanja voženj. Varnejša motoristična prihodnost je tek, pravzaprav vožnja na dolge proge. In ker na koncu na cesti vsi pristanemo skupaj, je tudi skupen pogled skozi motoristov vizir lahko pot do varnejših cest.